Pozdravljeni! Voda za vedno je oddaja o kajaku in kanuju. Športu, ki daje 6 vročih članov v slovensko odpravo za olimpijske igre v Riju. Njihovi rezultati so dovolj zgovorni, vsaka od 5 posadk bo v Braziliji napadla medaljo. Drugi dom Petra Kauzerja je domača čolnarna v Hrastniku. Tu je napravil prve zaveslaje in čeprav ni brzic, tu še vedno najraje trenira. Tudi pozimi, preden gremo na pripravo v tople kraje, naredim vse treninge tukaj, mogoče grem enkrat na teden v Tacen, čez poletje grem malo večkrat, ampak drugače za formo dvigovati oziroma za pripravljenost in v bistvu za bazični del priprav po zimi, imam tukaj vse, kar rabim. Za to, kar trenutno delam, je to čisto v redu in marsikjer ko bi videl, v kakšnih pogojih jaz delam, bi bil malo presenečen tudi glede na rezultate, ko sem jih že dosegel, pa ko jih še bom dosegel, ampak kjer je volja, tam je pot in imam zelo močno voljo in zelo veliko ljubezen do tega športa, do kajaka in zato tudi vztrajam in bom še kar nekaj cajta. Ja, ta prva stvar, ko vidim, da je v eno formi, pa da je ta prav, je že tista njegova sproščenost v čolni not. Če vidim, da ni te sproščenosti, rajš kak trening spustimo in kaj drugega naredimo, ampak glede na zdaj, kako je kar ta prav. Med najboljšimi tekmuje 15 let. Priboril si je 3. spopad z olimpijsko konkurenco, v kateri je ostal edini, ki je nastopil pred 8 leti v Pekingu. Tole so posnetki s proge v Riju, kjer je bil maja zadnjič na pripravah. Ko veslaš, se ogrevaš ali pa ne vem, si na štartu, pa pogledaš malo na levo, pa vidiš odzadaj favelo, pa to tako, je taka panorama, je zelo lepa, no. Zelo zanimiva, ne zelo lepa. Drugače pa, ja, so kar dobro poštimali, no, cel ta kompleks, ko je 10krat ali pa 15krat pogledaš en in isti video, pa mogoče vidiš, najdeš kako napako, ki jo prej nisi zaznal, pa ti ni bilo jasno, zakaj si mogoče naredil to napako. Pa tudi tako, da malo v glavi si tudi pripraviš ta avtomatizem, kako veslati, kdaj se porivati, da v bistvu dejansko, ko pride sama tekma, da ne razmišljaš preveč, kako boš odpeljal, ampak pač greš dol z vodo. Zadnji del proge je še najbolj divji in v bistvu od tega zadnjega padcem do cilja, tle jaz mislim, da se bo tekma dobivala oziroma zgubljala, ker imaš tle na koncu še 2 take rolce, šilče, ki mi pravimo, ko te lahko zelo hitro vržejo iz idealne linije, sploh ob taki pač postavitvi proge. In jaz mislim, da bojo za na koncu na olimpijadu ten cukrček pripravili in bojo videli, kjer je najbolj skoncentriran in sfokusiran do konca. V Pekingu 13., v Londonu 6., obakrat pa precej razočaran. A najpomembneje je, da je zacelil ramo in za sabo pustil tudi to neprijetno izkušnjo iz predlanske sezone. V Sloveniji letno za rakom dojk na novo zboli več kot 1200 žensk. Tudi dekleta, ki že 2 leti 2-krat mesečno veslajo po Ljubljanici, imajo za sabo trpko izkušnjo. Obiskala jih je kajakašica Urša Kragelj, ki si je letos izborila nastop na olimpijskih igrah. Skupino iz združenja Europadona, ki se bori za pravice vseh žensk do preventive in zdravljenja. V bistvu pa sem zdaj v eni skupini zelo pogumnih žensk, ste se spoprijeli zelo težko boleznijo, kako
Ja, Pa mi zdaj smo, kajak mi pomaga. smo praktično zdaj čisto vse bolnice z rakom na dojki, vse smo operiranke in nam pravzaprav to druženje in pa, kot sem že rekla, veslanje zelo pomaga, lahko se nasmejemo, lahko se zjokamo, karkoli pravzaprav, ne. In to nas drži po koncu. Močna volja odlikuje tudi Uršo. Po 2 letih težav s poškodbo rame si je zagotovila nastop v Riu in osvojila srebro na Evropskem prvenstvu. Delujem bolj na občutek. Recimo s trenerjem imava točno zastavljen plan, ampak ga vsak teden, vsak dan ga prilagajava glede na moje počutje, glede na to, kaj zmorem, ker konec koncev, če boš mišico trgal in ne boš nič pomagal. Kako se pa regenerirate po veslanju oziroma uporabljate veliko teh izotoničnih sredstev, energetskih, tako kot drugi športniki? Ja, recimo tega ful pijemo, zato ker izgubiš elektrolite, pa minerale in soli, tako da to moraš čim bolj se hidrirati. Pa tudi fajn je, da po kakšnem težkem treningu kombinacijo ogljikovih hidratov pa beljakovin, kakšen jogurt sadni ali kaj takega je recimo super, so pa tudi šejki, no, tako da zato nas kar probajo čim bolj naučiti, no. Poučna je bila tudi izkušnja izpred 4 let, tedaj se ni uvrstila v ekipo za igre v Londonu. Ogromno solz predvsem, ne, pač takrat sem bila razočarana totalno, mislim, ja, spomnim se, da sem se en teden pobirala, dejansko nisem mogla verjeti, da mi ni uspelo tisto, kar sem si zadala. Pač športnik je tako motiviran za nek cilj, da v bistvu preprosto si ni predstavljal trenutka, kaj bo po tistemu, komu uspe ali pa komu ne uspe, ne. Pred 4 leti je delovala v bistveno večji ekipi. Miha Terdić je takrat treniral tudi Evo Terčelj, ki je bila boljša v internih kvalifikacijah. Ja, takrat, recimo, na trenutke se mi je zdelo, da smo zelo velika ekipa in da bi si mogoče želela malo več recimo individualnega predstopa, karkoli, ampak pač z Miho sva itak skupaj tudi v privat življenju in imava res na pretek časa, da debatirava o kajaku, ne. Ampak se tudi z tega naučiš, ne, da je trener nek suport, ki ga imaš, ampak tista primarna želja vedno izhaja iz tekmovalca, tako da v bistvu trener se lahko ukvarja s 100 tekmovalci, to ni pomembno, če sam ne boš imel tistega, če sam ne boš vlečni konj, noben trener ti ne more pomagati. Zraven še študiraš, hodiš v službo ali to? Ja, tako kot večina športnikov sem zaposlena v športni enoti Slovenske vojske, lahko si tudi v carini ali pa policiji. Drugače sem pa tudi študentka, me čaka še par izpitov pa diploma na prevajalstvu. Bravo, kaj pa, če smemo vprašati? Angleščina pa francoščina. Super. Vsem je bilo v zadovoljstvo, sedaj držijo pesti ena za drugo. Kanal Save v Tacnu je edina proga v Sloveniji primerna za tekme svetovnega pokala. Benjamin Savše ga zaradi treninga obišče skoraj vsak dan. Tokrat ni prišel zaradi sebe, na mirni vodi se ogreva podmladek njegovega kluba iz Tacna. Če dovolite, se vam bi malo priključil na trening, pa da vas malo pogledam, pa vam mogoče kakšen nasvet dam, pa gremo lahko pol skupaj tudi dol čez progo malo pogledati, pa vam kakšno past oziroma pasti na progi malo razkrijem. Tukaj po moje si kar malo višine ohranite na tej rolci, po moje kar majhen po vrhu, po pencah, da dosti višine ohranite, da 10 pol s hitrostjo po sredini lahko. Mislim, da sem bil enih 10 ali pa 11 let, no, ker sem se v bistvu prvič tekmoval na progi tudi. Sicer je bila voda malo manjša, no, ni bilo štarta lih od zgori
zgornji padec, ampak je bil to zame en velik pač dogodek, da sem sploh prišel v bistvu do cilja, brez da bi se prevrnil, tako da sem potem tudi prejel pokalček za najmlajšega tekmovalca. Smo gledali Andraža Vehovarja, ki je preveslal srebrno medaljo in takrat jasno smo se vsi tudi zgledovali potem po njemu in pa tudi ostalih se spomnim, no, tukaj je bil recimo, ne vem, Miha Štricel je bil en tak, ker sem jaz rad opazoval njegov način veslanja oziroma njegov stil, pa tak, pozitivna osebnost. Čist po levi strani dol spust, ker če ne te tam malo rep ti vleče v zadnjo rolo in te lahko okrog vrže, ne. Tako da probi majčkeno več višine tam za skalo si ohraniti, pa se čist po levi strani rolce dol spustiti. Je prav? Pol kasneje, ko sem pa v bistvu začel kanu veslati, takrat pa mi je nekako enega velskega vzornika predstavljal Slovak Michal Martikan, to je pa serijski dobitnik medalj z največjih tekmovanj. Ni grizel, no, če si do njega prišel pa ga vprašaš za kakšen nasvet ali pa naprimer za njegovo opremo, pa to mi je parkrat tudi posodil, no, ker sem želel v bistvu sprobati njegov čovn, njegov model pa konfiguracijo sedišča noter v čovnu, tako da mi je z veseljem posodil in njegov način veslanja me še danes v bistvu navdušuje, no, ker on na treninge, ki ga včasih spremljam, tudi včasih kakšna taka kombinacija vrat odpele, ki v bistvu lahko sam z odprtimi usti gledam, ker ima res dober občutek za vodo. Lahko greva zdajle probati, da jaz eno odpeljem pred tabo, ti pa za mano, pa da vidiš približno, če imam kakšno hitro linijo. Je v redu, ker mi je pokazal, kje moram pelati, pa on tudi pač to malo bolj ve, kje pozna tla progo, pa veliko je šla. Imam že nekaj kilometrine, no, za sabo z največjih tekmovanj in vem zdaj, zakaj v bistvu grem na štart in kaj je moja naloga, čemu se moram posvetiti pač pred štartom in svoj fokus pol usmeram samo v svojo vožnjo in se pač probam čim manj ukvarjati z ostalimi stvarmi in se v bistvu naravnati v pozitivno miselnost. Evo in borba! Toliko za tokrat. Naslednjič bodo z nami člana kanuističnega divjega dvojca Luka Božič in Sašo Taljat ter kajakašica na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janič. Lahko se pridružite tudi akciji Voda za vedno in se udeležite katerega od rekreativnih spustov po slovenskih rekah. Koledar je na spletni strani Kajakaške zveze Slovenije.